Lepo pozdravljeni. Srednješolci bodo že naslednji teden ponovno sedli za šolske klopi. Tudi letos bodo učilnice na gimnazijah nabito polne, medtem ko bodo na nekaterih poklicnih in strokovnih šolah skoraj samevale. Zakaj je med dijaki še vedno toliko zanimanja za gimnazije? Ali moramo za dobro plačano službo res končati fakulteto? Kdo nam bo čez nekaj let denimo popravljal avtomobile ali barval fasade? Več o tem pa z današnjimi gosti. Na moji desni direktor Tehničnega šolskega centra Maribor Drago Kamenik. Lepo pozdravljeni. Mirjana Zgaga iz Zavoda za zaposlovanje. Lep pozdrav. Gimnazijka Patricija Sedminek. Lep pozdrav vsem. In še Primož Bučar iz Kovinarstva Bučar. Pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pa če začnejo morda kar midva, gospod Kamenik, kako ste vi morda zadovoljni z letošnjim vpisom? Torej, moram povedati, da se v šolskem centru Maribor oziroma od ponedeljka dalje Tehničkem šolskem centru Maribor vpis v programe z področja strojništva zadnja leta izboljšuje. Nekako ne moremo biti zadovoljni z vpisom v programe srednjega poklicnega izobraževanja, torej 3-letne izobraževalne programe, kjer v bistvu je problem večplasten, namreč treba se vrniti desetletja nazaj z propadom mariborske industrije je nekako na trgu dela bilo mogoče dobiti dobro usposobljen kader. Tehnika in tehnologija v zadnjih letih pa je močno napredovala, trg dela se je izčrpal in danes v bistvu določenih profilov oziroma določenih kadrov z področja strojništva več ni. V šoli se trudimo, da bi nekako mladim osnovnošolcem prikazali zanimive, perspektivne programe. Tako obiščemo preko 60 osnovnih šol, izvajamo razne projekte, kot je na primer projekt Tehnika Tida Krila, izvajamo tehniške dneve za osnovnošolce, tako na osnovnih šolah kot pri nas. Pa vendar vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja, tako sem že omenil, ni dovolj visok oziroma dovolj dober oziroma ne zagotavlja potreb gospodarstva in obrti v naši ožji oziroma širši regiji. Predlagam, da pogledamo kar grafe. Tu se lepo vidi torej vaša šola, zanimanje oziroma letošnji vpisi, zelo porazno, recimo inštalater strojnih inštalacij ali pa oblikovalec kovin, orodjar. Kako si morda to predstavljate ali pa razlagate? Rekli ste, veliko delate na tem, ampak očitno zanimanja ni, ne? Torej, zanimanja med mladimi za omenjene poklice, torej poklice, ki ste jih omenili, enostavno ni. Tako da se bojimo, da čez leta dejansko inštalaterjev, strojnih instalacij, oblikovalcev kovin, orodjarjev več ne bo. In kdo nam bo potem popravljal v bistvu centralno vodovodne inštalacije in še kaj morda na. Podobno je tudi na lesarski šoli. Predlagam, da še pogledamo ta grafikon. Mogoče gospa Zgaga, vi prihajate iz Zavoda za zaposlovanje. Torej, to so deficitarni poklici, o kateri zdaj v tem trenutku govorimo. Na tem grafikonu lahko vidimo tudi gozdar, recimo samo 8 prijav gozdarski tehnik, čeprav vemo, da zaradi žledu je bilo veliko potreb po teh poklicih. Povejte morda, kaj delodajalci v tem trenutku najbolj potrebujejo? Torej, zgodba je že kar nekaj let podobna ali ista, se pravi, tako kot je gospod Kamenik že povedal, potrebe ostajajo na področju kovinarstva, strojništva, varilcev se išče, izvajalcev suhomontažne gradnje, tudi voznikov težkih tovornjakov. Potem zanimivo je, da med vsemi temi potrebami, ki jih delodajalci dajejo, zelo malo potreb, ki so primerne za ženske. Torej, ponovno razmišljamo o tem, da bi morda ženske pripeljali v te poklice, v vse zagotovo ne gre, ampak morda v nekatere. Žal med temi potrebami je recimo prodajalec in natakar tisto, ki je primerno za ženske, vse ostalo so resnično poklici usmerjeni bolj na moško populacijo in tukaj je problem, da v tem trenutku niti na poklicni ravni torej nimamo interesa med že bomo rekli, ne več mladino, ampak z oblikovanimi osebnostmi, da bi se prekvalificirale v poklice, kjer na trgu dela je priložnost. Kako vi vidite morda to, gospod Hus, tudi ima slabo pismo? Komentar gozdarski tehnik morda. Program je v prihajajočem šolskem letu v Mariboru prvič. Morda je še nekoliko neprepoznal in glede na situacijo oziroma glede na to letošnjo nesrečo z žledom, bo v
prihajajočem obdobju trend vpisa tudi v program gozdar oziroma gozdarski tehnik nekoliko večji. Oblikovalec lesa, recimo, tudi zanimiv poklic. Sicer na mizarji jih je kar nekaj, ostali pa niti ne tako veliko zanimanja. Se pravim, so poklici, kot je mizar, inštalater smo prej omenili, kjer enostavno ni zanimanja. Kljub vsem prizadevanjem, kljub v bistvu možnim štipendijam, se mladi za te poklice ne odločajo. Prej ste omenili punce, se ne opisujete ravno na te smeri, o katerih govorimo. Gimnazija prevladuje, tudi graf, če si pogledamo, recimo prva, druga gimnazija, tako ali tako, vemo vsako leto velik vpis, ti si prvo gimnazijka. Zanimivo morda je v Slovenski Bistrici, gimnazijo so tako rekoč popolnili v celoti, ekonomski tehnik, prodajalec, spet poklici, manj zanimanja. Povej morda, prihajaš iz te generacije, zakaj se tako množično upisujete vsi na gimnazije? Ja, jaz, tako kot večina mojih sošolcev, ni vedela, kakšen poklic bi si izbrala. In potem pridemo v tisto razpotje. Ali zaletavo iti v nek poklic oziroma neko poklicno šolo ali izbrati gimnazijo in mogoče malo z odločitvijo odlašati, pa nekaj pridobiti vseeno skozi leta študija. Ali je morda gimnazija najboljši temelj, če želiš nadaljevati potem študij na fakulteti? O tem, če je ravno najboljši temelj, se ne vidim ravno, da bi sodila. Zakaj si se ti upisala? Si morda tudi zaradi tega, ker si rekla, morda želim študirati. Kaj želiš postati? Recimo, pedagoška smer me zanima in se mi je zdelo, da poleg te osnovne izobrazbe dobim še nekaj več. Nekaj te splošne, mogoče neki projekti, ki jih imamo, pa take zanimive stvari nas pritegnejo. Splošno, pa še počakaš lahko nekaj časa. Časa, ja, ni se treba takoj odločiti. Sedaj predlagam, da gremo na drugo gimnazijo in pogledamo še izjavo namestnice ravnatelja druge gimnazije. Pogovarjali smo se včeraj z gospo Matejo Krumpak. Poglejmo. Kako komentirate letošnji vpis prvih letnikov na drugo gimnazijo? Letošnji vpis na drugi gimnaziji je izjemen, torej 6 oddelkov smo vpisali, v vseh oddelkih je 30 dijakov, športni oddelek poln z 22 dijaki, tako da je izjemen vpis, kar je pa torej posledica trdega dela v preteklem šolskem letu, ko so pri nas bili na obisku tudi v bistvu osnovnošolci spoznavali že šolo, tako da so en stik pred informativnim dnevom šolo dobili in v bistvu z veseljem lahko povemo, da se je to obrestovalo in da je vpis izjemen v letošnjem letu. Zakaj je še vedno takšno zanimanje za gimnazijske programe? Zdaj to težko reči, ali je to res izključno povezano s študijem, potem v nadaljnjem izobraževanju. Gimnazijski program vseeno nekako večje možnosti odpira, čeprav pa zagotovo ni dobro. 40% vpis gimnazije je še vedno prevelik, poklicne šole so skoraj da prazne oziroma nekatere prazne. Jaz mislim, da bi bilo potrebno tole prerasporeditev narediti gimnazijam, nekoliko malo zmanjšati vpise, pa spet več dati na poklice. Sami vemo, gospodarstvo je tam, kjer je. Tukaj je izjemen primanjkljaj določenih poklicev in z gimnazijskim programom dejansko nimamo tukaj skoraj da kaj narediti. Pa je vendarle gimnazijski program boljša iztočnica za študij ali se da tudi s kakšnim drugim srednješolskim programom normalno dobro vpisovati na študijske programe? Zagotovo se da. Zakaj? Zaradi tega pokazatelj tega je bilo recimo lansko šolsko leto, ko smo imeli na šoli, če zdaj vzamemo maturo, preko 50 dijakov srednjih poklicnih šol, torej predvsem z tega našega dela, desnega brega Drave, ki so opravljali 5. predmet, poklicno maturo plus 5. predmet, kar potem posledično pomeni, da se tudi za srednjo poklicno šolo in dodatnim 5. predmetom mature da normalno vpisati na željeno fakulteto. Gospod Zgaga, vi ste prikimavali te izjave. Absolutno. Sicer moje osebno mnenje je, da je bilo potrebno omejiti vpise na gimnazije. Resnično to, kar je tudi gospa rekla, dokler bomo imeli to opcijo, se konec koncev skoraj same petke se že zahtevajo za vpis gimnazije, torej več ni selekcije, ampak sami odličnjaki in to zadnja triada mora biti odlična 5. To pomeni, da ustvarjamo neko maso potencialnih mladih, ki gredo na fakultete, smo univerzitetno mesto, produciramo visoko izobražen kader, za katerega pa ni zaposlitvenih priložnosti. Se pravi, enostavno, kam bomo vse te mlade potem usmerili?
In potem je logično in razumljivo, da je nezadovoljstvo pri mladih, prihaja do neke apatije, ravno posledično zaradi tega. Po zaključenem študiju so polni energije, prepričani, da zdaj pa njih čaka svet in neko življenje. Šli so v šolo zato, da svoje kapacitete potem izkoristijo, žal jih pa ne morejo. In to je potem kruta realnost. Patricija, koliko odličnjakov mogoče v vaši generaciji v osnovni šoli je šlo na gimnazije in koliko morda na poklicne šole? Pri nas je večina, kot sem dejala, šla na gimnazije. So se pa našli tudi posamezniki, ki pa so šli na poklicne šole. Koliko je bilo teh posameznikov? Verjetno manj kot tistih? Manj, dosti manj, ja. Gospod Kamenik, mogoče tudi tu del problema, da v bistvu odličnjaki nekako vam primanjkujejo? Vsekakor odličnjaki v strokovnih šolah nam primanjkujejo. Kljub temu pa moram reči, da dobro delamo tudi s tistimi, ki niso odličnjaki, ki prihajajo z nekoliko slabšim uspehom in da se tudi iz teh dijakov da marsikaj narediti. Nenazadnje tudi v strokovnih šolah imamo možnost, tako kot je pomočnica ravnatelja že tudi povedala, da se dijaki, ki končajo srednje strokovno izobraževanje, odločijo za maturitetni izpit, kar jim omogoča vpis tudi na univerzitetne študijske programe. Kar nekaj je takšnih dijakov, ki gredo po tej poti. Gospod Bučar, midva še nisva nič spregovorila. Prihajate iz podjetja Kovinarstvo Bučar, zelo uspešno podjetje. Zaposlujete 10 ljudi, potrebujete v tem trenutku. Povejte mogoče, kako vam gre nabor teh ljudi, koliko ste jih že zaposlili, do kdaj boste zaposlili? Ja, zdaj v tem trenutku je zaposlenih 60 ljudi vsega skupaj. Zaposlovali bomo po etapah zaradi ravno izobraževanja internega pol. Želimo si pač ljudi prikrojiti sami sebi. Tako da zdaj je bilo prehitro karkoli reči, ker še razpis ni končan. Tako da mislim, da čez kaj 14 dni, 3 tedne bo kaj več znano. Prošenj je bilo veliko. Smo se prej pogovarjali preko 200 prošenj. Ja, več 100 prošenj je bilo zagotovo. Se pa dela zdaj seveda prva selekcija, da vidimo, kdo sploh odgovarja, ker smo dali pač neke zahteve po znanju jezikov in drugih znanj. V zadnji vidimo tudi sliko z vašega podjetja. Vi imate tudi zelo zahtevne stroje, ste povedali, nove ste kupili, zelo dragi so. Povejte mogoče, kako ste zdaj vi zadovoljni s kadrom, ki pride neposredno srednje šole k vam? Tako bom rekel, jaz bi pričakoval bistveno več znanja od dijakov, ki pridejo iz srednje šole, tudi od študentov, ki pridejo iz fakultete. Mislim, da je večji problem pri znanju študentov kot pa znanja dijakov. To je zelo zanimivo. Vse take so izkušnje pri nas. Mislim pa, da je problem, kar se tiče vpisa. Mislim, da bi osnovne šole morale organizirati neke ekskurzije v industrijska podjetja, pa ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Tudi recimo mi smo sami v podjetju organizirali izlet v München, v tovarno BMW, kjer smo želeli našim zaposlenim tudi predstaviti, kako mi vidimo prihodnost našega podjetja. Ker tam v proizvodnji so ljudje gospodje. In ne tako, da si pač marsikateri učenec v osnovni šoli predstavlja tisto težko garaško delo. Drugi problem pa je pa vzgoja, ker vse veste, kak je, doma se nam govori, uči se, da ti ne treba delati. To je katastrofa. In tu v večjih ravneh je velik problem, ki se ga bi bilo treba lotiti. Katere poklice mogoče zdaj zaposlujete? Kaj vas zanima? Različno. Večina jih iščemo za proizvodnjo. Iščemo nabavnika, recimo prodajnika, za tajništvo, računovodjo, tako da kar iz večjih segmentov. Proizvodnja pa kaj? Orodjar, kakšne so to? Glejte, načeloma je tako, da nam je važno, da je tehnik po duši, da zna logično razmišljati, da zna zračunati kak obseg iz primera, kar je že to problem pri nekaterih. Tako da s tehnično dušo, tehnik. Kaj jim še mogoče primanjkuje, ko pridejo k vam, pa kako mogoče poteka to izobraževanje, koliko časa? Zagotovo jim manjka praksa. To smo prej tudi ravno govorili o tem.
da bi bilo potrebno že v času samega študija ali pa v srednji šoli uvesti bistveno več prakse. No? In da si že lahko tam priskrbijo ali pa, kako bi rekel, ustvarijo nek vtis o svoji bodoči službi in si lahko tudi zagotovijo delovno mesto v določenem podjetju. Ampak torej verjetno praksa v podjetjih, ne? Morda. Ja, ker vi imate stroje, 500 000 evrov stanejo, ne? In tudi kakšne stroje CNC varianta je zelo drago, ne? To verjetno si v šoli ne bi mogli privoščiti. Kaj mogoče pravite o tem, kaj je gospod Bučar povedal? Prakse primanjkuje. No, torej, jaz se z gospodom Bučarjem strinjam v tem. Je pa res, ne, da v vseh izobraževalnih programih imamo praktično usposabljanje z delom in sicer od prvega, pa če končamo z 4. letnikom, ne, v odvisnosti od programa in v odvisnosti od smeri izobraževanja med 5 tedni, ne, in v 3. letniku ti poklicni programi so praktično pol leta dejansko v obratovalnicah, ali v prvi polovici ali v drugi polovici. Ne. Je pa res, ne, to, kar pravi gospod Bučar, ne, gre za specifična znanja, ne, na izjemno zahtevnih strojih, ne, kjer pa se v bistvu delovne izkušnje lahko pridobijo samo tam. Ne. Mi bi bili zelo veseli, če bi lahko te stroje imeli v šoli, ne, in jih na ta način usposabljali. Moram pa reči, da z gospodom Bučarjem, ker dobro sodelujemo na različnih področjih, ne, zlasti naši mladi raziskovalci so sponzorirani in da so na tem področju nastale kar marsikateri izdelki oziroma naloge, ki so dosegle tudi državna priznanja. Lahko še mogoče par besed spregovorite o tem izobraževanju, kaj vse torej morate priučiti mladega človeka, ki pride k vam v službo? Ja, najprej zagotovo golo osnovo je kot pomožni delavec na nekem stroju, recimo tudi programiranje, ampak to je, sami stroji so zelo kompleksni, zahtevni, ampak upravljanje pa, bom rekel, iz leta v leto vedno lažje. To tudi proizvajalci zato skrbijo, v bistvu ves razvoj teče v tej smeri. Zato, ker tehnika preoblikovanja je takšna, kot je, že kar nekaj časa, ampak največji napredek pa je ravno v softwarju, se pravi v načinu programiranja. To se želi čim bolj poenostaviti. Tako da tudi za ženske, recimo, v našem podjetju želimo čim bolj poenostaviti, tudi izničiti fizičen napor. Želimo si, glede na to, da ne vemo, kdaj bomo penzijo dočakali, skupaj, ko smo mladi še, ne želimo imeti bolniških in je treba skrbeti za zdravje zaposlenih, tako da tudi mislim, da je kako delovno mesto primerno tudi za ženske. Patricija, izziv bi se upala preveriti, mogoče pa preizkusiti v kakšnem takšnem poklicu v moškem. Ja, mislim, da marsikatera punca, ki bi kaj takega, ki je bolj tako smerjena, bi se seveda želela. Samo je preveč teh stereotipov, ne? Moški poklic pa ženski poklic, ne? Tako da, to je zdaj. Tako da potem kakšno tajniško delo. Ja, kaj takega pa. Povejte moče, gospod. Ja, morda kot komentar skupaj z Zavodom za zaposlovanje smo izvedli en takšen projekt, in sicer ženske v strojništvo. Usposobili smo, mislim, da takrat jih je začelo 12 brezposelnih žensk, ki so pri nas končale tečaj za CNC operaterje in kar nekaj, mislim, da jih je dobilo službo, oziroma celo vse so dobile službo. Tako da se tudi na tem področju da kar narediti. Smo naredili prispevek, se spomnim. Povejte, morda, kaj pa CNC operater, ko ste že omenili, a to tudi se da pri vas naučiti na vaši šoli? Ja, poglejte, zdaj, tako kot je gospod Bučar povedal, obstajajo neke specifike. Mi imamo stroje z določenim krmiljem, podjetja imajo stroje z drugim krmiljem, zopet tretjim krmiljem. Tista osnovna znanja se dajo pridobiti. Mi imamo tudi, bom rekel, zelo sodobno opremljeno CNC učilnico, vendar pa tistih specifik pa jih ne moramo naučiti. Tisto pa bi morda lahko skozi kakšne krajše oblike izobraževanja tudi naredili. In ne nazadnje moramo vedeti, da v okviru Tehniškega šolskega centra Maribor deluje tudi medpodjetniški izobraževalni center, ki je namenjen ravno temu usposabljanju
usposabljanjem, sodelovanjem s podjetjem, usposabljanjem brezposelnih oseb in podobno, kjer imamo dejansko te možnosti. Medpodjetniški izobraževalni center deluje praktično zdaj 1 leto, to so sodobno opremljene te naše šolske delavnice in mislim, da tu so bom rekel, kar velike možnosti razvoja oziroma napredka v tej smeri. Torej, v bistvu sodelovanje s podjetji, se to me je zanimalo. Univerza veliko sodeluje s podjetji, torej tudi vi je morda kakšna možnost, da bi kakšnega dijaka poslali na izobraževanje vaše podjetje, recimo, takšne navezave, če... Poglejte, mi za vse naše dijake v vseh izobraževalnih programih moramo poiskati v bistvu podjetja oziroma obrtne delavnice za izvajanje tega praktičnega usposabljanja z delom, kjer bi si dijaki dejansko že lahko nekoliko pogledali oziroma se nekoliko poglobili v ta znanja. Tako da sodelujemo z preko 500 podjetij na tem področju. Vendar pa morda tiste prakse, tako kot je gospod Bučar rekel, specialne, tega pa dejansko v šoli ni možno pridobiti oziroma tisti čas, da bi si usposobili kadre v podjetjih, je pa morda res prekratek. Jaz mislim, da tu je en drugi problem tudi, da ko pridejo na prakso, jih dajo tam pometati in podobno delati in od tega nima čisto nič. To je bilo treba prej definirati točno, kaj se bo delalo, kakšna znanja bodo pridobili, na tem bi mogli delati, po mojem. Povejte, gospod Zgaga, vi imate najverjetneje tudi izkušnje s tem. Zdaj veliko je brezposelnih, nekaj je treba prekvalificirati. Tako mi z gospodom Kamenikom že zdaj kar vrsto let sodelujemo. Torej, kot temeljna inštitucija na trgu dela smo zaznali v bistvu potrebo. Delodajalci se na nas pogosto obračajo in mi pogosto nimamo ustreznih kandidatov. O vseh teh potrebah, deficitih vemo vsi dovolj. In smo začeli iskati možnosti, kaj bi lahko kot zavod naredili. In pred 2 letoma v bistvu smo z Tehniškim šolskim centrom začeli se pogovarjati konkretno recimo za program Cevarja. Mi smo opazili, da so delodajalci se obračali na nas, mi nismo uspeli zagotoviti ustreznega kadra, na kar smo se dogovorili torej in povezali te delodajalce z Tehniškim šolskim centrom, da se je pripravil konkretno program Cevarja za tiste 3 delodajalce, ki so takrat potrebo izkazali. In tako kot gospod Bučar danes govori, da ima neko specifično potrebo, smo poskušali tem delodajalcem to specifično potrebo zadostiti. Vključenih je bilo takrat 12 cevarjev, vseh 12 cevarjev se je zaposlilo, mislim, da celo 7 takoj tisti dan, ko so zaključili program, so imeli delodajalca že zunaj, toliko, da jih niso odpeljali seboj za roko. Torej, tu vidimo priložnost in perspektivo. Se pravi, samo če bomo šli v manjše skupine, torej, če govorimo o odraslih, o brezposelnih, ki so na zavodu prijavljeni, imamo pa zelo velik, bom rekla, veliko nalogo ali pa težko nalogo pri motiviranju brezposelnih, da se za to odločijo. Tako kot je pri mladih na eni strani problem jih zmotivira, da se za te poklice sploh odločijo, da bi v začetni fazi že stopali, kar bi bilo laže, je zelo težko odraslega, ki ni iz te tehnične stroke, preusmeriti in reči, glejte, tukaj pa je poklic. Niso več poklici, tako kot je gospod Bučar rekel, umazani. Mi smo celo skupino brezposelnih peljali v podjetja, da so pogledali, kaj je delo varilca. Tudi naše svetovalke, konec koncev tudi mi se moramo opremiti z tem sodobnim znanjem, da vemo prepričati brezposelnega, da to niso poklici umazani, da so to poklici, ki so sodobni, tehnika gre naprej, da tudi ni fizično naporno. Vsi skupaj v bistvu nekako se moramo v tem povezovanju s temi malimi koraki nadaljevati. Verjetno težava pri nas tudi plačilo. Zaradi tega potem vsi na fakultete bom morda bolje plačan, če bom kakšno bolj odgovorno delo upravljal, da bom menedžer v kakšnem podjetju. Povejte vi morda, gospod Bučar, kakšne izkušnje imate vi s plačilom? Imate tudi podjetje v Avstriji. Kako je tukaj mogoče? Prej smo se ravno nasmejali, sodelavka moja je povedala, kako delovno mesto iščejo danes večinoma ljudje, da bi radi delali v Hilton hotelu, ampak kot gostje. To je največji problem. Seveda imajo vsi želje pa sanje, da bi bili neki opasni menedžerji in podobno, ampak do tega treba priti, treba začeti nekje v proizvodnji. Jaz sem dal v času že osnovne šole pa srednje šole vsa delovna mesta skozi v proizvodnji, recimo. In treba je spoznati podjetje in tako se počasi raste. Kjer ima voljo pa interes, bo na koncu prišel do tega željenega delovnega mesta. Samo je pač treba malo zobe stisniti, pa tudi se prijeti česa drugega v štartu.
Vi ste omenili prej poklic cevarja, ste torej skupaj to navezo naredili, ampak predtem ste se pa potožili, da je kar nekaj časa trajalo, preden se je to premaknilo, ne? Drži. Tako, to so dolgi koraki, mi smo ponosni na ta korak, ampak moje osebno mnenje je tudi, da šolski sistem bi moral hitreje odreagirati na potrebe gospodarstva. Tu smo še vedno prepočasni. Mi imamo, tako kot je gospod Bučar že prej rekel, pa gospod Kamenik se tega tudi zaveda, ker večkrat diskutiramo, sedimo za skupno mizo, iščemo rešitve, kaj bi še lahko naredili, da smo dejansko vsi premalo odzivni. Delodajalci, ko imajo potrebo, jo imajo, ko je neko naročilo takoj. Mi kadra takoj ne moramo zagotoviti, torej je takoj problem. Lahko bi se zaslužilo, lahko bi se pripeljal nek razvoj, pa žal temu ne zadostimo. Torej, kaj narediti? Vsi smo skupaj v tem nekem istem razmišljanju, ne? Da poskušamo vsak po svoji plati na svojem nivoju nekako eno stvar preseči, pa to družbeni problem, ne? To ni problem Maribora, problem Slovenije tudi, da se dejansko te stvari na področju deficitarnosti dogajajo. Pa če dovolite, bi še samo dodala, mi imamo blizu mejo, ne? Ta nas tudi, v bistvu najprej je bilo to v bistvu z odprtjem veliko pričakovanje. Dejstvo pa je, da so tudi delodajalci verjetno kader izgubili. Veliko kadra se je odpeljalo v Avstrijo, nekateri dnevno migrirajo zaradi tega, ker so pogoji boljši, so plače boljše, tako da to je tudi na strani naših delodajalcev. Čeprav se zavedamo tudi te naše politike, torej, da so plače precej obdavčene, da je precej problemov na tej gospodarski ravni, tako da gospodarstvo je treba slišati. Na drugi strani pa moramo tudi vedeti, gospod Bučar zelo lepo povedal, za kader je treba skrbeti, ne? Se pravi, kader je ključno, da se v delovnem kolektivu dobro počuti, da ve, da tudi delodajalec za njegov zdravje skrbi. Na način, ki je pač možen, ne? In ni vse v denarju. Ja, verjetno vi bi z veseljem plačali ljudi, če vam potem polovico ne bi država vzela. Ja, jasno. Velja, počasi bomo sklenili tole oddajo. Mogoče gospod Kamenik, sklepne besede, kako torej navdušiti mlade še, da bo še več jih prišlo na vašo šolo? Prav gotovo je prispevek tudi današnji prispevek, tu pri vas, kjer smo se srečali neposredno delodajalci, v bistvu gospod Gaga iz Zavoda za zaposlovanje, dijakinja in ne nazadnje, večkrat rečem, delati moramo z roko v roki. Iskati to, kar je gospod Gaga rekla, torej potrebe, družno iskati potrebe, morda tudi kdaj na zalogo, da smo pripravljeni na tisti izziv. Prej ste omenili gozdarja, gozdarskega tehnika, pripeljali smo ga v Maribor. Žal takrat, ko bi potrebovali ta kader, jih ni. Torej, če bi jih imeli na zalogi, bi lahko marsikaj naredili, ne? Smo te morda po koncu navdušili tudi nad kakšnim tehničkim poklicom? Seveda, možnosti so vedno odprte, ne? Naprej še vedno lahko grem, kaj takega se odločim, ne? Tudi po gimnaziji. Velja, spoštovani gosti, jaz se vam najlepše zahvaljujem za današnji pogovor v studiu. Upam, da smo kaj dognali. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili z nami. Lep večer še naprej.